Danes je 100. ponovitev Emila in detektivov. Ja, ampak Bučar je bil. Pa res, kje pa je Jan Bučar? Pripravljen je v zaodrju. On je prvi, ki se skrije v vagon pred predstavo. Tukaj, poglej, tukaj se bo skril. In ta isti vagon ga je zdaj že 100-krat skoraj ubil. No, v resnici je Matevž že 100-krat porinil in ustavil voziček. Ja, Jernej, noro! Zato Matevž pred vsako predstavo dela trebušne vaje. P90X. Nina ga je že 100-krat napudrala. To nas pa snima, veš. A misliš? Ja. A mogoče lahko da malo laka? Ja, dej. Mene pa je že 100-krat polakirala. Pozer. Zdaj si nam zmotila, da se jača. Baba Narčica je na velikem modru. Narčica piše. Kaj si tu zdaj snimal? Tebe kako dela? Malo mene, kako dela to. Zdaj bom take detajle lovil, pa tudi malo med predstavo v backstageu. Neviden in neslišen kakor maček, Pameten, poguman, nestrašen kakor lev. Čez zločinec se izmika, razlije se s temo. Iza vogala skoči neustrašen detektiv. Cel svet zblaznel bi. Zblaznil bi, vajeti. Cel svet zblaznel bi. Brez detektivov kaos nam preti. Cel svet zblaznel bi. Kako nisem fotogenična? Z detektivi ni skrbi. Žitelji skrivi, pridite pronicljivi, roditelji novosti, čarovniki. Je to najboljši del. Zaščitniki kreposti, iznajdljivi detektivi. Skratka, čeprav je Kip že 100-krat dobil rdeč nos in je Grundajs že 100-krat ukradel Emilu denar, lahko še vedno rečem, da igrat Emila in detektive Je fantastična izkušnja, ki se odvisnejte v spomin. je fantastična izkušnja.